Dr. Boris Turk, medicina je tisto področje, kjer znanstveniki različnih usmeritev posamično ali v skupinah iščejo in odkrivajo novosti, ki bi olajšale ali ozdravile bolezni, ki pestijo sodobni svet. Mednje vsekakor sodijo maligna oziroma rakava obolenja. Ob neštetih medicinskih problemih, kako priti blizu žarišču obolenja, se kaže ena od možnosti, povezana z najnovejšo metodo, ki ste jo razvili prav na vašem odseku za biokemijo in molekularno ter strukturno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan. Za kakšno metodo gre? Gre za metodo ciljane dostave zdravil. Se pravi, pomeni, da zdravilo, ki sicer bi ga ti intravenozno, se pravi, vbrizgal v žilo in bi se širilo po telesu in tudi izločilo, nekontrolirano, ga ti v bistvu lahko zapreš, zapakiraš v tako imenovan dostavni sistem. V našem primeru smo uporabljali liposome, to so majhni fosfolipidni mišički, pa vezikli, ki jih lahko napolniš, na katere smo pa obesili neko molekularno sidro, ki se veže samo na proteine, ki se nahajajo v tumorskem mikrookolju. Se pravi, to, kar dosežemo lahko večjo koncentracijo zdravila v samem tumorju in obenem zaščitimo telo pred nezaželenimi učinki tega zdravila na poti. Se pravi, mi teoretično lahko zmanjšamo dozo, ki jo uporabimo za samo zdravljenje in na ta način zmanjšamo stranske učinke. Poleg tega, kar lahko pa še naredimo, pa zboljšamo tudi tako imenovano biodostopnost zdravila, se pravi, da več zdravila dejansko pride na mesto delovanja. To je ta glavna novost celega sistema in lahko jo pa uporabimo, kar je mogoče še zanimivo, je uporabno tako za terapijo, kot za diagnostiko obenem. Se pravi, če imamo zapakirano in zdravilo in diagnostično sredstvo, se pravi, v našem primeru smo uporabili kontrastno sredstvo za magnetno resonanco, se pravi, Gadolinijev soli, in takim zdravilom se potem takim sistemom se reče terenostiki. Se pravi, v enem posegu oziroma v enem targetiranju oboje, in zdravilo in pa tako. Se pravi, lahko naredimo oboje, lahko pa po potrebi ali pa po želji eno ali drugo. Prednost takega sistema je, da obenem vemo, kje je žarišče bolezni in lahko spremljamo potek in uspešnost zdravljenja, se pravi, z isto komponento. Rekli ste, da ste pri razvoju metode uporabili liposome, sferične lipidne nanomešičke. Lahko nam to nekoliko bolje razložite? Ja, liposomi, ljudje so zanje verjetno najprej slišali v povezavi s kozmetiko, ker so prijazni do človekovega telesa, se pravi, so biorazgradljivi, kar pomeni, da niso škodljivi, in v njih lahko marsikaj, ravno zaradi te njihove oblike, lahko marsikaj zapremo, enkapsuliramo, po domače rečeno. In to, kar je dejansko, kar so uporabni zaradi teh svojih lastnosti, jih lahko uporabimo tudi za dostavne sisteme, za zdravila, in to so se že pogosto uspešno izkazali. Zdaj, tisto, kar je treba biti pazljiv, mi lahko naredimo liposome zelo različnih velikosti. Če želimo, da so res v nanovelikostih, potem so za te medicinske aplikacije najprimernejši taki velikosti tam nekje do 100 nanometrov. No, in tega smo se pa mi tudi držali. In zato tudi potem, ker je v tem submikronskem razredu, se pravi nekje do 100,1 mikrometra, tam nekje, in lahko rečemo tudi, da so nanodostavni sistem. Torej, gre za bistveno neko novost, A se je ta metoda že kdaj prej razvijala, ste vi jo dopolnjevali? Zdaj, v osnovi... Ali kako ste prišli na misel, da je to možno narediti? Zdaj, v osnovi, da liposomi delujejo, to ni novo. To je bilo že uporabljeno, konec koncev smo tudi mi že uspeli pokazati, da liposome lahko uporabimo kot dostavni sistem. V tem primeru smo jih usmerjali tako imenovano s pasivnim tarčanjem preko magnetnih nanodelcev. No, ideja, da bi pa mogoče lahko naredili tudi aktivno ciljanje, to pomeni, da ciljaš dejansko molekulo, ki se nahaja v tem mikrookolju, pa je prišla v bistvu iz naših študij povezanih z rakom. In
delno tudi ostalimi vnetnimi obolenji, ker se je izkazalo, da te proteaze, s katerimi mi sicer delamo, se pravi reče se enkatepsini, so v teh boleznih se izražajo v zelo povišanih koncentracijah in se tudi zelo močno izločajo v izvencelični prostor. Se pravi, za razliko od normalnega stanja, kjer se pa zadržujejo znotraj celice in znotraj veziklov. In ideja je potem prišla, da bi mogoče poskusili to uporabiti kot sistem za ciljanje zdravil, ne pa kot terapevtsko tarčo, za kar so jih že uporabljali. Zdaj, tisto, kar je kazalo na to, da bi mogoče lahko uspeli, so bili tudi prejšnji poskusi, kjer so uporabljali, sicer to je bilo na razvoju v fazi akademskih raziskav, kjer so pokazali nekje, da te iste katepsine dejansko lahko detektiramo na mestih vnetja z metodami in vivo vizualizacije odnosno imaginga, kot se temu reče v angleščini. To je bilo nekje ta glavni zasuk, če temu rečemo, ali v glavah ali kjerkoli. Prej so uporabljali pretežno receptorje, ki se izražajo, naj bi se izražali na tumorskih celicah, tako za zdravljenje, kot za recimo tudi možno dostavo zdravila, ne? Pa ciljanje je bilo pol pretežno sproti telesi, no? To je pa ta druga novost, mi smo šli pa z malo molekula. Z malim inhibitorjem in smo pokazali, da ravno tako lahko, glede na to, da je tarča encim, lahko uspešno ciljamo te iste encime tudi z malimi molekulami, kar je pa cenejše, kar se same proizvodne tiče. Kaj pa učinkovitejše? Učinkovitejše, težko reči, da je učinkovitejše, ni učinkovitejše, če ne narediš dejansko primerjalne študije v enakem sistemu, se pravi v enakem modelu bolezni, se pravi z obema ali pa s temi različnimi dostavnimi sistemi, boš težko trdil, kjero je uspešnejše, kjero ni uspešnejše. Uporabiti moraš potem tudi tisto zdravilo, ne, če hočeš za čim govoriti. Tako da je težko reči, kaj je boljše. Vsekakor deluje in je cenejš in vsaj, kar se tega tiče, deluje zelo dobro, pokazali ni nobenih stranskih učinkov, vsaj do zdaj. Videli smo, da se akumulira na mestu, se pravi na mestu tumorja, je bilo po 24 urah, recimo smo opazili, da je bil signal, ki smo ga detektirali z magnetno resonanco, da je bil močan. Sam sistem, glede na to, da za liposome vemo, da so tudi biorazgradljivi, se je pa očitno uspešno izločil iz telesa, ker po enem tednu nismo zaznali nobenih sledi več v naših miškah, ne. In obenem, kar je bilo tudi dodatno uspešno testiranje, uspeli smo pokazati, da se pač v zdravih miškah, da se pravi kontrastno sredstvo nikakor ni akumuliralo v njih, kar pomeni, da se dejansko ne veže na zdrava tkiva. No, prej kot uporabite recimo ta sistem oziroma metodo, mora biti pa tumor, če govoriva o tumorju ali pa v vnetnem procesu nekje neko središče lokaliziran, ne? Ja. Ja, žal ni primerno za nelokalizirano vnetje, ne. Se pravi, pomeni, da res tisto, kjer imamo neko žarišče vnetja in kjer imamo tudi zadostno količino teh tarčnih molekul, se pravi naših katepsinov. Boš odrezal. Se pravi, tam, kjer imamo zadostno količino naših katepsinov, da se lahko tele naši liposomi, ki imajo vezan ligand, ki se veže na katepsine, da se lahko na njih vežejo. Se pravi, to je pa predpogoj. A mislite, katera metoda recimo je boljša? Rekli ste, da lahko hkrati uporabljate kot terapijo in kot diagnostiko, ne? A preferirate, kaj bi bilo bolj ugodneje? Zdaj tako, če gremo na pomembne oboje, ampak če gremo pogledati, kaj je enostavnejše izvesti, nedvomno je enostavnejše testirati sistem samo za samo diagnostiko. Ker v tem primeru edina stvar, ki jo morate dokazati, je, da pač sistem zazna recimo žarišče vnetja
in da ni škodljiv v končni fazi za ljudi. A ne. Sprav, to je tisti enostavnejši del. No, se to sprašujem že z mislijo na klinično Na uporabo, klinično ne? je to enostavnejše. Je pa res, ne, da recimo v terapevtskih študijah, zdaj, če gledamo, da je to sistem, ki bi bil eventualno tudi za koga komercialno zanimiv, je pa v terapevtskih namene se pa uporabi bistveno več sredstev. Ne. Se pravi, z komercialnega vidika je pa bistveno bolj zanimiv terapevtski pristop kot diagnostični. Tako da ja, po eni strani izvedba je nedvomno bolj enostavna za diagnostiko, medtem ko samo tisto, če rečemo, tržna vrednost je pa bistveno večja na terapevtskem področju. Doktor Turk, s kakšno gotovostjo recimo pa lahko raziskovalci rečete, da zdravilo, s katerim targetirate recimo tumor, ne, nima nekega vpliva na drugo območje, recimo na okolico zdravega tkiva? Tega nikoli ne moramo trditi, ne. Zelo pogosto učinek je in ga vidimo kot razne stranske učinke. Zdaj, jasno, da se pri humanem pacientu ne pogleda, ne bomo operirali in odprli pacienta in pogledali, kaj se je zgodilo z njegovimi notranjimi organi. Vidimo pa zunanje znake in tisto, kar mi lahko zaznamo, a ne, ostalo, skratka to, kar itak je znano pri kemoterapiji, izpadanje las, slabost, karkoli, a ne. Pri laboratorijskih živalih pa dejansko mi lahko pogledamo, ali je bil vpliv tudi na ostale organe po daljšem jemanju. Konkretno zdravilo, ki smo ga uporabili recimo v in vitro študiji citotoksičnosti tega sistema na celicah, se pravi doksorubicin, se rutinsko uporablja v klinični uporabi. Tudi tak je enkapsuliran v liposome, samo brez ciljanja, ne. In za tega je znano, da ima poleg ostalih znanih učinkov ima tudi negativne kardiovaskularne stranske efekte. Se pravi, so posledice na delovanju srca lahko, ne. In to je tisto, kar bi nekje mogoče se lahko z izboljšanim sistemom lahko izognil, ne. To je ena od možnosti. No, sistem boste gotovo najbrž še, kot pravite, izboljševali, a ne? Zanimivo bi bilo pa slišati, kdaj bo lahko v klinični uporabi že. Sistem nedvomno delamo na razvoju tega sistema, zdaj predvsem v terapevtske namene, ne. Se pravi, v klinični, kdaj bi bil pa uporaben, je pa odvisno od več faktorjev. Ta prvi in tisti, o katerem se danes največkrat govori, so finančna sredstva. Se pravi, če bi hoteli zares dokazati, da je sistem uporaben na ljudeh, potem bi morali prenesti tale sistem, ki je bil razvit v laboratoriju, v proizvodnjo. To pomeni, da ga proizvajaš rutinsko proizvajaš, skratka v večjih količinah, da je vedno narejen pod enakimi pogoji, da je narejen pod sterilnimi pogoji, kar v laboratoriju nekako ne moreš zagotoviti, ne. In potem stestirati, skratka najprej dokončati predklinične študije in na koncu stestirati na ljudeh, da je zadeva ena, najprej, da ni sistem toksičen, se pravi, ne povzroča sistemskih škodljivih učinkov, in potem še, da deluje. In preferenčno, da deluje boljš kot obstoječa zdravila, ne. Če ne, potem ne bo nobenega to zanimalo. Ker marsikaj že imamo danes na trgu, ne. No, po vaših izkušnjah, koliko v povprečju recimo pri nas bolj malo, ne, saj nimamo takih, kako bi rekla, ne, izkušenj, ampak recimo bolj v razvitih okoljih, koliko časa rabi recimo ena taka metoda in sistem, a ne, da potem zaživi? Je pomemben za zdravnike in seveda v končni konsekvenci tudi za paciente, ne? Seveda je. Tako, če rečemo, realni časovni okviri, v primeru, da bi stvari zelo uspešno delovale in da bi imel zagotovljena dejansko vsa finančna sredstva že danes,
potem je to obdobje lahko tudi krajše kot obdobje 10 let. Ne. Če pa to ni, pomeni pa, da so ta obdobja lahko bistveno daljša. Rečemo nekje 10 let bi postavil kot en tak menik, kdaj bi to lahko gledalo tudi paciente. Zdaj, veliko časa, če pogledamo na to, kdaj smo danes in koliko časa smo pa mi že vložili v razvoj sistema. Ne. Žal ne gre, nič ne gre od danes na jutri, ne, vsaj ne v medicini. Čeprav marsikdo misli, da je to zelo na hitro in zelo enostavno, temu ni tako. Ne. Hvala vam, dr. Turk.